V imenu vodilnega partnerja pa zdaj najprej k besedi vabim magistra Janeza Damjana, direktorja Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje. Magister Janez Damjan, lepo pozdravljeni, se slišimo? Se slišimo, hvala, dober dan, dobrodošli vsem prisotnim. V imenu mojih kolegov, glavnih sodelavcev na projektu Darkota, Mihaela in Simone, v imenu vseh svojih kolegov in svojem imenu, hvala za vaš čas. Upam, da ga bo res koristno uporabljen. Pozdravil bi najprej vse partnerje na projektu, ravnatelje, učitelje, sodelujočih šol, potem pa v našem in njihovem imenu vse ostale udeležence, ki ste danes tukaj, da izveste več o projektu in predvsem slišite tudi možnosti, kako boste tudi vi imeli kakšno korist od njega ali se mu celo pridružili. Pozdravljam pa tudi vse tiste, ki boste nekoč gledali ta posnetek, ker upamo seveda, da bo posnetek na spletni strani še dolgo navduševal tudi koga drugega in ga prepričeval o koristi vsega tega. Zdaj, zagotovo se ob taki priložnosti spodobi zahvaliti za financiranje projekta vsem državam donatoricam, njihovim davkoplačevalcem verjetno, zagotovo za pomoč ministrstvu, zdaj z nami je gospa Nataša Hafner-Vojčič, ki nam bo tudi pozdravila, ki je seveda brez njihove podpore in spodbude tega projekta ne bi bilo. Ne smemo pa pozabiti, da je pravzaprav pa najbolj zaslužen za ta projekt po resnici povedano virus. Če ne bi bilo virusa, tudi verjetno ne bi doživeli vseh sprememb, ki smo jih v zadnjih letih in zagotovo ne bi tako pogumno stopili v tako pravzaprav precej alternativen projekt, v katerem razmišljamo, kako bi delno porušili stari koncept izobraževanja in ga pravzaprav dopolnili z nečim novim, kar imenujemo kombinirano. Kot bomo slišali kasneje, definicije vedo, kaj je to kombinirano, hkrati pa mi vsi ugotavljamo, da se sproti pravzaprav učimo, kaj to je. Zdaj, ta projekt nam torej prinaša nekaj novega, nove priložnosti, predvsem z vidika tehnologije. Veliko poskusov je že bilo, veliko ljudi ima ogromno dobrih izkušenj, predvsem naši partnerji. In tukaj smo dejansko zbrani pravzaprav večinoma sami navdušenci, ki eksperimentiramo, kaj nam lahko nova tehnologija prinese, kakšne dobre izkušnje imajo drugi in kako jih lahko mi uporabimo sami. Jaz verjamem, da bomo skupaj s tem eksperimentom, z temi novimi idejami dejansko prišli do nekaterih zanimivih rešitev, ampak hkrati pa se moramo zavedati, da vse te zanimive rešitve, ki jih bomo predlagali, bodo tudi marsikoga razjezile, marsikomu ne bodo všeč. Šolanje na daljavo je za nekatere bolečina in kombinirano izobraževanje, saj pravzaprav ne gre za nadaljavo, gre za kombinirano. Tudi kombinirano mnogim ni všeč, saj tudi mi vemo, da kombinirani sestanki niso vedno najbolj prijetni. Pred 2 dnevoma sem prebral članek, da je veliko ameriških šol prešlo zaradi obremenjenosti in izgorelosti učiteljev na petek, prost petek. Prost petek pravzaprav pomeni, da so učenci doma, imajo seveda nalogo, delno se dobivajo na daljavo in mnogi so navdušeni, mnogi starši so pa obupani, ker seveda ne vedo, kaj naj naredijo z otroci, kje bodo dobili varstvo. To je mogoče en tak primer, kako lahko neka stvar hkrati navdušuje in hkrati seveda ljudi spravlja v obup. In tako kot vedno je to s tehnologijo dejstvo, zato se mi zdi na tem mestu mogoče dobro opozoriti vse nas, ki sodelujemo v projektu, pa hkrati da tudi neko obljubo, da mi pri vseh novih rešitvah, ki jih bomo iskali in se jih pogumno lotevali, bomo poskušali ne pozabiti, da seveda na koncu ne gre za tehnologijo, ampak gre za kakovost izobraževanja in življenja. Danes smo namreč že imeli en dogodek na temo kakovosti in mogoče je prav, da ga povežemo. Skratka, namen vsega, kar bomo počeli, torej ni, da se igramo s tehnologijo in iščemo čim bolj inovativne rešitve zaradi rešitev samih, ampak zato, da najdemo načine, kako lahko izboljšamo kakovost izobraževanja, predvsem pa posledično ali pa hkrati s tem pa kakovost življenja vseh deležnikov, torej dijakov,
učiteljev, na to ne smemo pozabiti, ker prav njim se je mogoče kakovost življenja najbolj zmanjšala v zadnjih mesecih, in pa seveda vseh drugih, torej tudi staršev in celotne družbe. Tako da to mogoče kot en uvod, hkrati obljuba, zaveza in pa seveda vabljeni, da nas spremljate in delite z nami in mnenja in izkušnje. Hvala.